Ta oddaja je dolga z razlogom. Zato, ker je z mano Andrej Škraba. Živijo in dobrodošel v novi oddaji Point Out Weekly. Danes je na sporedu 60. oddaja, katero si lahko ogledaš tudi na naši spletni strani. Če vpišeš pointout.si/weekly60, hkrati tudi v podcast obliki in na YouTubeu, Facebooku. Danes je pa z mano en prav poseben gost in zelo vesel sem, da si se Andrej odzval vabilu, in sicer Andrej Škraba. Tako da z njim bova danes govorila o digitalnem marketingu, grajenju močnih skupnosti in nastopu na globalnem trgu. Zdaj, za uvod še, vkolikor si prejšnje oddaje nisi ogledal, to lahko tudi storiš zdaj, in sicer sva s Primožem, sodelavcem, govorila o tem, kaj so glavne razlike med iskalnim displej in video oglaševanjem. Tako da, še nekaj besed o tebi, Andrej. In sicer Andrej prihaja iz podjetja NiceHash, podjetje, ki je največji prosti trg za rudarjenje kriptovalut. Predtem je Andrej delal tudi v mednarodnem podjetju EKVB, in sicer tam si bil vodja marketinga. Podjetje se pa ukvarja z vodnim hlajenjem, si tudi, če se ne motim, ljubitelj avtomobilizma, in tudi ustanovitelj asre.si, in malo bova to v nadaljevanju tudi omenila. Bi ti še kaj dodal za uvod? Pozdrav naše gledalce. Živijo, to je to, gremo najc. Gremo, ok. Lej, jaz bi začel kar z enim splošnim vprašanjem. In sicer, če mi malo poveš, kako se je tvoja zgodba začela, se pravi poslovna zgodba začela, ker mislim, da bo naredila en ful dober uvod potem v nadaljnja vprašanja. Tako da bi te prosil, če se lahko prosim opišeš in predstaviš to svojo zgodbo. Kako se je vse skupaj začelo? Jaz sem v bistvu študent podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Sem bil sošolc z enimi parimi gosti, ki so tudi že bili v oddaji, recimo z Alenom pa Klemnom. In vedno sem hotel nekaj delati v biznisu. Čeprav, ko sem bil na faksu, tako sem tudi jaz še iskal, kaj točno bi delal, kaj me zanima. Vedno me je zanimalo zelo veliko stvari, in taki ljudje imamo ponavadi težavo, da se nekam res usmerimo. In takrat, ko sem bil na fakulteti, sem se vedno ukvarjal s temi vprašanji izobraževanja. Tako nikoli nisem bil zadovoljen s tem, kam gre na šolski sistem. Tako da sem veliko raziskoval to področje, in takrat se je pojavila, sem odkril spletno stran Khan Academy, in sem rekel, ful zanimiv bi bilo en tak projekt oziroma eksperiment narediti tukaj v Sloveniji. In sem pol v bistvu to že med faksom naredil za en predmet na EFA-ju. Pa, ko sem v bistvu končal faks, pa nekako nisem vedel, kaj bi delal. In sem rekel, bom si vzel 1 leto, pa se bom res lotil enega projekta čisto tako, da vidimo, kaj bo nastalo. Pa je nastala astre.si, spletna stran za učenje matematike za osnovne in srednje šole. In v bistvu to me je pol pripeljalo tudi na TEDx, Ljubljana. In v vsem tem času, sem si nekako gradil nek socialni krog ljudi, in večina ljudi me je pol potem poznala, po tem projektu. In valjda, takrat se je tudi v tem času ta digitalni marketing začel. Zanimiv, na faksu, takrat, ko sem še bil, se o tem praktično ni govorilo. Tako da pol tisti, ki smo imeli malo več časa doma, smo se to sami izobraževali, in valjda, takrat si je bilo treba pol narediti vse te profile, in jaz sem tudi z LinkedInom začel delati. Tako da v bistvu sem jaz pol naletel na nek članek, tam na LinkedInu, Če te samo ustavim za trenutek, se pravi, preden gremo naprej na ta LinkedIn.
Se pravi, Astra je še vedno aktivna, ne? Ja, mislim, Astra.si je stran, ki je dosegljiva, je pač online. Sicer jaz zdaj trenutno ne delam nekaj aktivno na novih vsebinah, ampak je aktivna tudi zdajle, ko je bila pač matura, je to spet, mislim, verjetno ena izmed top strani, po ogledih. Zdaj ne vem, zadnjič, ko sem pogledal te metrike, to uporablja tako 2 do 3 tisoč ljudi na dan, pač čez šolsko leto, tako da tudi tistih na YouTubu imam pa ne vem, par milijonov teh ogledov. Se pravi, zagnal si leta 2013, se kakšen let z njo ukvarjal zelo intenzivno. Leto pa pol zelo intenzivno, ampak celoten sistem je avtomatiziran, tako da ti se zdaj praktično s tem nič ne ukvarjaš, zadeva teče, ampak tako, kot si rekel, imaš pa 2 do 3 tisoč dnevnih ogledov, kar je in zelo, zelo dober projekt, tako da če si ga želiš ogledati, predvsem če gledaš oddajo, pa si še srednjošolc ali pa na faksu, kakšne limite, najbolj da greš na spletno stran astra.si, pa pogledaš, kaj je Andrej naredil. Zdaj pa mogoče nadaljujeva, pa greva do tega LinkedIna, ki si govoril. Tako da moja kariera dejansko se je začela zaradi LinkedIna. Jaz nikoli v življenju nisem napisal CV-ja. In takrat sem potem naletel na nek članek na LinkedInu, ki je govoril o stanju marketinga v Sloveniji. Napisal ga je pač en moj znanec. In spodaj v tem članku je komentiral tudi direktor EKVB-ja, ki je bil takrat Mark Tanko. In jaz sem njemu pisal in sem rekel, in on je tam v tistem komentarju je rekel, da iščejo oni nekaj, pač enega mladega človeka, ki bi prevzel pa razume to high-tech industrijo. In sem opisal in sem rekel, če bi jaz dobil priložnost v EKVB-ju, bi naredil to pa to, pač tak cel seznam. In on je meni poklical na razgovor in jaz sem tam začel delati. Tako zelo, zelo hitro smo se vse zmenili in to mi je v bistvu dal nek tak prvi uvid, veš, tudi v to zaposlovanje, med mladimi v Sloveniji je to zelo tako, pa vse dobiš po vezah. Mislim, nekaj je malo od sreče odvisen, ampak recimo jaz tam v podjetju nisem nobenega poznal, čist nobenega človeka in v bistvu samo zato, ker sem na nekem socialnem omrežju nekaj počel. Tako da LinkedIn itak se je zdaj pol v teh letih, ko so minevala, se je ful razvil, in to je danes itak ful pomembna platforma za biznis. Absolutno. Tako da pol tam v EKVB-ju je bilo pa tudi to tako nišno podjetje, ki se ukvarja z proizvodnjo sistemov za vodno hlajenje računalnikov in praktično niso imeli neke marketinške aktivnosti. Predvsem zaradi tega, ker je bila zelo dobra ideja. Takrat je to, kar oni v bistvu delajo, za en tak zelo nišen trg in so bili z pravim izdelkom ob pravem času na pravem mestu. Ampak vsaka ideja, ki zraste do neke mere, pa rabi pol neko strategijo za nadaljnjo rast. Ker nekaj je lahko tista sreča na začetku, pa neke pravilne odločitve, ki si jih sprejel, ampak eventualno moraš začeti nekaj bolj strateškega in podobno je tudi s tem z Nicehashom, kjer sem zdaj tudi vodja marketinga, je v bistvu zelo podobna zgodba. In kaj so tiste, področja, za ki sva bila pri EKVB-ju, ki so ti bila najbolj pomembna z vidika digitalnega marketinga in si jih potem postavil? Se pravi, ti si prišel v podjetje, rekel si, imel sem to predstavitev, naprej kaj v pisni obliki, pa tudi ustno, verjetno, ko si bil na razgovoru z direktorjem. Kaj so bila tista glavna področja, na katera si se pol osredotočil? In če se ne motim, je podjetje raslo nekje 30 do 40% na letni ravni vsako leto, ker si bil tudi v njem prisoten. Tako da, kako si gradil ta digitalni marketing, da se je ta rast potem nadaljevala? V bistvu zanimivo je to, da mi v EKVB-ju smo zelo malo delali tega klasičnega digitalnega marketinga v smislu paid advertisinga. Se pravi, jaz mislim, da v vseh tistih 3 letih, ko sem jaz bil tam, nismo porabili nekega velikega budžeta prav za, recimo, za banerje oziroma tako social paid advertising.
Ampak smo se ful bolj osredotočali na community management, ne. Se pravi, napimpali smo do konca vse te social profile, a ne. In jaz sem vedno probal raziskovati, oziroma vedno me je zanimalo, kje so ti naši uporabniki, a ne. Recimo takrat, ko sem jaz prišel, so forumi lih nekako začeli zamerati, a ne. In se je ta aktivnost iz forumov, a ne, selila na social networke, a ne. Se pravi, katere social networke? Na Facebook, Twitter, ne, Instagram je v teh 3 letih, ko sem jaz bil tam, je doživel izjemno rast, ne. Tudi izdelki podjetja so bili zelo vizualni, a ne, tako da to je bila platforma, ki sem jo jaz res napadel, a ne, ampak nismo tam delali nič, a veš, posebenega v smislu, da bi, ne vem, da bi zdaj tukaj rekel nek hack ali pa ne vem kva, a ne. Mi smo bili enostavno zelo, zelo vztrajni, a ne, in smo vedno pač postali vsebine. Se pravi, jaz mislim, da ključ na teh medijih je, da si ti konstanten, a ne. Se pravi, da se skozi pojavljaš v feedu, a ne, kar je seveda zelo težko delati, zato ker tej strategiji načeloma zdaj sledijo vsi, a ne. Zato je pa tudi treba vedno biti kreativen. In mi smo vsako priložnost, ki je bila ali neka prodajna akcija, ali izid kakšnih novih izdelkov, smo vedno izkoristili za neko, da smo nekaj kreativnega naredili, ne. Recimo, ne vem, takrat, ko je bila Velika noč ali pa te Halloweeni, to smo mi vedno neke igrice delali, ne. Ker pač ker glavni trg recimo je Amerika, ne, in Američani so recimo ful nori na take stvari, ne. Ne vem, ko smo imeli ta Easter, ne, smo slikice jajčkov skrivali po strani, pa veš, in pol ti folk preklika celo stran in najde kakšen dead link, a veš, tako mislim, to so ful take, ne, stvari, ki folk čist ponori, ne, pa smo pa skrili tako res ful, ne, in folk je tam cele noči, raziskoval naše strani, ne. Za nove izdelke smo pa ponavadi delali zelo velik teaser kampanj, teaser kampanj, da smo v bistvu skozi dražili ljudi. To se mi zdi, da podjetja ful premalo delajo, a ne. Se pravi, mi smo rekli, nekaj bo prišlo, ne, nekaj pripravljamo, in pa smo to 2-3 tedne dribali skozi. In kaj počasi potem razkrivali, kaj je to, pa neke hinte dajali, se pravi namige. Ja, in potem so se vedno razvijale tiste debate, ne, kaj pa bo to. In jaz sem skozi res na vseh teh objavah, a ne, sem jaz skozi sledil čisto vsem tem metrikam, ne, veš, lajki, mislim, te reactions, comments, shares, ne. In vedno sem hotel se osredotočiti na vse to, a ne. Probal sem vedno raziskovati, kva deluje, kva ne deluje, to, kar se tiče samo pač sociala, ne. Drugače pa zelo pomembno, kar je bilo, so bili te YouTube relationshipi, a ne, ki smo jih imeli z YouTuberji. Mislim, a to so bile sponzorirane? Ne, v bistvu ene so bile. Za tiste, ki smo res hoteli narediti push, smo nek budget namenili, pa smo res sponzorirali. Ampak drugače smo pa veliko, smo pa kar tako, smo pa kar pošiljali, ne, pa probali se zmeniti za nek plug, veš, mislim, da ti nekdo nekaj pokaže, ne. Tako da jaz mislim, da vsak, ne, CMO bi mogel v svoji branži poznati YouTuberje, a ne, ki so pomembni, ker to je nam ful pomagalo, ne. Mislim, a pa bi rekel, da je tako v vsaki branži, ali ne vem, mogoče neke bolj nišne branže, tako kot vodno hlajenje ali pa ti bom povedal eno štorijo, ne. Jaz gledam en kanal H3H3, ne vem, če poznaš. To je velik kanal, veliko subscriberjev ima, in to je kanal, ki na YouTubu v bistvu išče druge weird kanale, ne. In pa jih pač opiše, pa je tam neka satira na to temo, ne, komedija. Mislim, ne boš verjel, zakaj vse obstajajo kanali in koliko imajo te kanali subscriberjev. Se pravi, ljudje gledajo weird stvari in zdaj, če ti mene vprašaš, a veš, a misliš, da je to za vse branže? Ma lej, siguren, če greš nek research delat, ne,
Jaz mislim, da za tele flaške najdeš enega, ki sam reviewuje dela, veš, ne. Tako da sigurno obstajajo tudi taki kanali in mislim, jaz do zdaj, kar sem delal v tej smeri, sem vedno najdel nekega influencerja, ki se zdaj toliko o temu govori na YouTubu. Ne. Zakaj bi pa rekel, da je to potem dobro, da najdeš influencerja? Kaj ta influencer potem tebi prinese? Se pravi, on ima dostop do communityja. Okay. Ne, se pravi, community so pa neki tvoji uporabniki. Jaz še vedno se mi zdi, da podjetja, sploh pri nas, v Sloveniji, se ful premalo ukvarjajo z vprašanjem, kdo so naši ne bi rekel kupci, uporabniki. Kdo je tisti človek, ki neki izdelek ali pa nek software, ki ga imam na računalniku, kdo ga uporablja. Ne pogovarjajo se s temi kupci. Jaz recimo sem zato vedno uporabil Reddit, ker Reddit je podoben kot YouTube, kjer imaš ti kanale, ki so specificirani za neko področje, imaš pač na Redditu subreddite, ki se ukvarjajo z nekim področjem. In v primeru vodnega hlajenja ali pa tako, kot zdaj pri NiceHashu, jaz sem sam poiskal, subreddite, kjer se ljudje pogovarjajo o vodnem hlajenju oziroma o miningu. Tako da so te community so posod in potem tam slediš tem debatam, se zmeniš z... Se vključiš tudi? Seveda se vključiš. Kako se pa vključiš? Kot blagovna znamka ali kot Andrej Škraba? Jaz sem se vedno vključil prek svojega imena, se pravi prek sebe. Mislim, lahko se vključiš z nekim čist psevdonimom, ampak jaz sem vedno poskrbel za to, da so meni moderatorji teh subredditov, da so mi dali nek poseben flair. To je pa tista neka oznaka, ikonca zraven tvojega imena, da se ti ločiš od ostalih. In pač napišeš tismo moderatorju, da jaz sem ta pa ta, ponavadi pošljaš iz svojega biznis maila, da on vidi, da si res tam. In mislim, to recimo na tem watercooling, ki smo mi bili, noben ni tega naredil. Tudi zdaj, ko vidim pač pri NiceHashu, noben tega ne dela. Vsi pa vedno vejo, to so official representatives, ki pomagajo in jaz pa tako širim lovke po teh subredditih. Tudi na YouTubu, recimo tisti comment sectioni so ponavadi bolj tako, ampak tudi tam, ti lahko tudi s svojim kanalom od firme odgovarjaš ljudem. In ful je premalo tega engagementa. Sicer ene to firme zdaj dobro delajo, ker je zdaj že ta social game toliko razvit, ampak včasih pa podjetja nekaj objavijo, pa ni pol nobenega odgovora na tiste komente. Tako da community building danes, jaz mislim, da ker se vsa podjetja se pa že zelo se specificirajo. Ful malo podjetij je, ki bi bila ful tako broad general, ampak imaš vedno zdaj, ki služiš oziroma daješ nek produkt ali pa storitev zelo neki ciljni skupini, ozki. In zelo lahko je najdeti te ljudi na internetu. Cool. Kje bi pa pol rekel, ko si rekel, podjetja se temu sploh ne posvečajo? Kaj bi pa pol izpostavil kot eno največjih napak podjetij, ki jih delajo pri digitalnem marketingu? Jaz bi še vedno rekel, da se ne pogovarjajo dosti s svojimi kupci. In kaj oni delajo? Kaj pušajo predvsem svojo storitev? Ja ne vem, kaj delajo. Jaz ti bom povedal, kaj mi delamo. Jaz, tudi zdaj recimo, ko sem prišel v NiceHash, mogoče bom še to povedal. Jaz mislim, da če hočeš dobro delati marketing, moraš biti full passionate user svojega izdelka. In v EKB-ju sem jaz bil zelo passionate user in v bistvu sem jaz pol že, ker sem imel pač dober računalnik, sem začel minati in začel s tem ukvarjati, in sem zdaj full passionate miner. In jaz razumem vse paine, s katerimi se moram jaz ukvarjati. In kdo bi lahko bil boljši potem, da izboljša to storitev za ostale. Se mi zdi, da ful premalo je v podjetjih tega, da so, ponavadi so
kupci ali pa uporabniki so bolj passionate do ene storitve ali pa produkta, kot zaposleni, ki delajo ta produkt. In to je tako, mislim, to je meni, to so največje napake. Okay, veš, mislim, že pri zaposlovanju, ki jih naredijo podjetja. Tako, ne. In vsak, veš, to že vidiš, ne vem, ko priješ na neke dogodke, pa folk govori o svojem, ne vem, produktu, pa sploh ni passionate o tem produktu, veš. Tako da mora biti nekdo, ki skrbi za branding, ne. Branding se mi zdi pač najbolj pomembna stvar v marketingu danes. To mora biti oseba, veš, s katero se lahko kupci oziroma uporabniki poistovetijo, ne. Tako da jaz sem se pol vedno znal infiltrirati v vse te skupine uporabnikov, ne. In jaz imam tam pol frende, veš, mislim, jaz imam iz EKVB-ja, ne vem, me doda na Facebook 200 uporabnikov in jaz lahko vedno vsakega pingam in ga pokličem na Skype, ne. In isto je zdaj pri NiceHashu, ne. Imamo pač neke določene communityje, ne. In jaz poznam zdaj, ne vem, 100 najbolj tipičnih uporabnikov, veš, NiceHasha, ki jih jaz pokličem, ne, upravljam z njimi Skype, jih vprašam, lej, guys, ne, kaj misliš o temu, ne vem, pripravljamo to stvar, a boš ti malo beta testiral to, a veš, mislim, ta user feedback, to je izjemnega pomena in ne vem, če to drugi delajo, ampak bi jim pa vedno svetoval, ne to počnejo, ne. Ja, ponavadi to podjetje bi jaz kar rekel, najamejo agencije ali pa raziskovalne agencije. Ja, no in tega jaz nisem nikoli razumel, ne, kako je tvoj biznis lahko tako uspešen, ker recimo, ne, saj no offense, ampak jaz recimo nikoli ne bi delal v agenciji, ne, zato ker enostavno, imam neke hobije, imam neka zanimanja in daj pa delati v tako firmo, ki nekaj takega dela, a veš, ne. Tako da, ja, mislim, da je tudi to pač neka moja konkurenčna prednost, ne, na trgu, da imam res rad to stvar, ne, katero počnem v firmi, oziroma firma, ki dela nekaj, ne, sem jaz njen največji, a veš, number one fan pa uporabnik, ne. Tako da, ne, če to zdaj, ne vem, gledajo kakšni CMO-ji ali pa, mislim, ti moraš v marketing oddelku imeti ljudi, ne. Ja? In jaz jih tudi tako zaposlujem, ne. Mislim, jaz zdaj recimo, ko smo v NiceHashu, ko smo gradili, ne, pač marketing department, mislim, a si miner ali nisi, ne. Ne vem, a si uporabljal, da je NiceHash, ne. Tako da taki ljudje imajo ful prednost, ne. Mislim, če pride en, veš, na razgovor, pa ga jaz vprašam nekaj, pa tam, ja, malo sem si že nekaj pogledal. Ne. Dio, ne. Ja, tako da, ja, v bistvu, moraš biti part community, to se mi zdi. Sicer je tako, ne, valjda, ne, enkrat tam, ne vem, na Petrolu dela, ne, ja, se verjetno ima avto, pa tudi tanka, ne, ampak je malo težje biti, ne, ampak tudi tam bi se dal marsikaj narediti, ne. Jaz sem imel pač to srečo, da sem do zdaj vedno bil v podjetjih, ki so zelo, veš, res osko, zelo osko, ne, providajo nek servis eni ciljni skupini, ne. Cool. Greva kar naprej, zdaj sva kar enih zadev pokrila, ampak ker si to omenil, to bi te še vprašal, ker gradite zdaj pri NiceHashu tim marketinški. Mogoče koga zdaj iščete? Lahko preko oddaje tudi povabiš, če bi se kdo želel prijaviti? Ja, mi smo zdaj, sicer zdajle trenutno, imamo pokrit ves tim, ampak smo pa vedno odprti za ljudi, ki so full passionate about mining. Content, v bistvu content creation je part, katerega iščemo, se pravi pisce, ki mislijo, da znajo dobro pisati, ki imajo kaj za pokazati, so do zdaj že kaj napisali tehničnega, ne, se pravi, ne vem, so overclockeri, imajo doma kakšen mining rig, se s tem ukvarjajo, tukaj je full enih velik stvari, zato ker tudi content marketing je eno področje, ki jaz mislim, da je full pomembno. Ja, se to si prej že tudi prek EKVB-ja omenil, ne. Ok, gre zdaj še malo bolj specifično, vsaj nekaj si že govoril zdaj o tem, kakšna je tvoja digitalna marketinška filozofija. Bi tukaj še kaj dopolnil, kaj je tisto, kar zasleduješ? Si še kaj takega spustil? Why?